In prehajamo na prvo točko, ki je kot vedno vprašanje in pobude. Na zastavljena vprašanja svetniške skupine NSi Bogdana Pogačarja bo odgovorila Sara Sitar, svetniške skupine LMŠ Igorja Žavbija bo odgovorila Mojca Čebulj in svetniške skupine LDP Edisa Rujoviča bo odgovorila gospa Mihaela Brnot-Veternik. Prvo vprašanje ima v imenu svetniške skupine NSi gospod Bogdan Pogačar. Izvoli. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav svetnice, svetniki, predstavniki sedme sile in ostali navzoči. Lepo vas je videti v živo, kar nekaj časa smo bili pač po drugačni komunikaciji. Danes je moje vprašanje sledeče, se pravi, eden od glavnih ciljev občine Kamnik je dvig kvalitete življenja in zagotavljanje zdravega okolja za občanke in občane. Gospodarski ter turistični razvoj občine posledično pogojujeta sorazmeren razvoj spremljajoče infrastrukture. Pa naj si bo to prometna, športna, družbena, se pravi ceste, vrtci, stanovanja, kanalizacija, vodovod, parkirišča in ostalo. Občina Kamnik je s projekti kolesarskih povezav Kamnik-Ljubljana, Kamnik-Godič, mrežo postaj za izposojo električnih koles Kamkolo, urejanje objektov v mestnem jedru naredila velik korak k izboljšanju kvalitete življenja v Kamniku. Zagotavljanje zdravega življenjskega okolja pa je potreben tudi razvoj športne infrastrukture, ki je v Kamniku zagotovo na nižjem kakovostnem nivoju od primerljivih občin in kakršne bi si kamniški športniki zaslužili. Potrebe po prenovi obstoječih objektov ter izgradnji dodatnih površin namenjenih v izobraževanju, športu, rekreaciji so nam vsem znane. Na tem mestu me v zvezi z načrtovanjem prenove oziroma izgradnje športne infrastrukture predvsem zanima naslednje. Prvič, stanje obstoječih infrastrukturnih objektov namenjeno športu v lasti občine Kamnik ter višina sredstev, ki se namenja za vzdrževanje za posamezni objekt v zadnjih 5 letih. Okvirna finančna ocena za morebitno prenovo, dograditev obstoječih objektov namenjenih športu ter navedbo aktivnosti s časovnico, ki so bili v zadnjih 10 letih za predmetne objekte izvedene. Se pravi, idejni načrt, DIP, ocena vrednosti, PGD, DGD, PZI. Se pravi, v kateri fazi in kaj smo vse naredili za te športne objekte. In tretjič, za katere športne površine oziroma objekte bi bilo potrebno zagotoviti dodatne kapacitete oziroma pristopiti k novogradnji. Za odgovor se vam zahvaljujem. Hvala. Odgovor bo predstavila gospa Sara Sitar. Izvoli. Najprej pozdrav tudi z moje strani. Občina Kamnik je zemljiška knjižna lastnica preko 30 športnih objektov. Z največ objekti upravlja Zavod za turizem in šport, sledijo osnovne šole in krajevne skupnosti. Večji objekti, s katerimi upravlja Zavod za turizem in šport, so stadion v Mekinjah, športni park Virtus, bazen pod Skalco ter v popoldanskem času športna dvorana Kamnik. Sredstva za vzdrževanje se zagotavljajo na proračunski postavki 8116. V proračunu za letošnjo leto je na tej postavki zagotovljeno 30 000 evrov. Opažamo, da višine finančnih sredstev zadostujejo za sprotno vzdrževanje, pri čemer ni prostora za investicije. Iz zaključnega računa proračuna izhaja, da je bilo v zadnjih 5 letih namenjeno v letu 2021 približno 32 000 evrov, v letu 2020 26 000 evrov, v letu 2019 23 000 evrov, v letu 2018 63 000 evrov in v letu 2017 69 000 evrov. Za vzdrževanje športnih igrišč, ki niso v upravljanju Zavoda za turizem in šport, skrbijo v večini krajevne skupnosti. Sredstva pa so zagotovljena na proračunski postavki 8114 in se razdelijo na podlagi javnih razpisov, ki jih vsako leto objavi občina. Iz navedene proračunske postavke se sofinancira tudi vzdrževalna dela v planinskih kočah, predvsem za Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in kočo na Kamniškem sedlu. Iz zaključnega računa proračuna izhaja, da je bilo v zadnjih 5 letih namenjeno v letu 2021 25 000 evrov, v letu 2020 19 000 evrov, v letu 2019 37 000 evrov, v letu 2018 24 000 evrov in v letu 2017 20 000 evrov.
Tudi pri tej postavki zaznamo, da višina sredstev zadostuje zgolj za redno vzdrževanje objektov, pri čemer ni prostora za investicije. Za vzdrževanje športnih igrišč in telovadnic v osnovnih šolih se sredstva zagotavljajo v okviru materialnih stroškov posameznega zavoda in pridobitne dejavnosti zavodov, predvsem za oddajo v najem. Finančna ocena večjih projektov v preteklih letih. Leta 2014 je bil ustanovljen sklad za pokriti bazen. V skladu je trenutno 350 tisoč evrov. Trenutno je pri izbranem projektantu izdelavi priprava idejnih rešitev s prikazom finančne konstrukcije, investicije in kasnejšega vzdrževanja novega objekta. Pričakujemo, da bo gradivo obravnaval na eni izmed prihodnjih občinskih sej. Za financiranje delovanja bazena občina iz proračuna letno nameni približno polovico sredstev, drugo polovico zagotovi Zavod za turizem in šport iz pridobitne dejavnosti, predvsem iz prodaje vstopnic. Iz občinskega proračuna je bilo v pretekli sezoni namenjene približno 50 tisoč evrov, iz pridobitne dejavnosti zavoda pa 65 tisoč evrov. V lanski sezoni je bazen za obiskovalce obratoval 83 dni, za potrebe treningov vodnih športov pa 132 dni. V letu 2018 je bila izvedena največja investicija v zadnjih 5 letih na področju športne infrastrukture v občini, in sicer sanacija bazenske školjke. Investicija je znašala približno 440 tisoč evrov, sredstva pa so se zagotovile z proračunskega sklada. V letu 2019 je bil ustanovljen proračunski sklad za športne objekte, katerega namen je načrtno zbiranje sredstev za investicijska vlaganja v športne objekte. Iz omenjenega sklada se je v letu 2019 financirala osvetlitev stadiona v Mekinjah, v preteklem letu pa izgradnja športnega igrišča Gozd. V letošnjem letu je načrt ureditev nogometnega igrišča za umetno travo na Virtusu. Za omenjeno investicijo je izbranim izvajalcem podpisana pogodba, začetek gradbenih del pa je načrtovan v mesecu aprilu. Poleg navedenih je bila v lanskem letu večja investicija tudi sanacija atletske steze in skoka v daljino pri osnovni šoli Marije Vere, ureditev večnamenske ploščadi Poš-Vranja Peč ter v letu 2019 obnova odbojkarskih igrišč pod Skalco. Načrti za v prihodnje. V letu 2022 načrtujemo začetek gradbenih del prenove več kot 40 let starega večnamenskega igrišča Vrh Polje. Ocenjena vrednost investicije znaša 120 tisoč evrov. Izgradnja oziroma sanacija športne dvorane pri osnovni šoli Frana Albrehta je predvidena po zaključku izgradnje šole z zunanjo ureditvijo in po preučitvi različnih možnostih povezanih s sanacijo oziroma novogradnja dvorane. Poleg navedenih projektov smo v občinski upravi zaznali potrebo po ureditvi razsvetljave na teniških igriščih pod Skalco, zamenjave razsvetljave v športni dvorani, ureditvi namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Mekinjah, ureditvi skateparka, trim steze, pump tracka ter zagotovitvi lokacijo za izgradnjo nove dodatne športne dvorane v morebitnem javno-zasebnem partnerstvu. Hvala. Želite dodatno pojasnila? Izvolite. Hvala za odgovor. V bistvu iz odgovora je razvidno pač, da precej premalo dajemo za vzdrževanje športnih objektov. Na investicijah očitno nimamo toliko težav, bo pa na vzdrževanju potrebno pač zagotoviti dodatna sredstva ali pa spremeniti model upravljanja, ker s tem sredstvi se ne da kvalitetno vzdrževati objektov. Hvala. Hvala. Naslednje vprašanje je vprašanje svetniške skupine LMŠ. Zastavil ga bo gospod Igor Žavbi. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi v mojem imenu. Vesel sem, da po dolgem času sedimo v dvorani in se lahko gledamo tudi v oči. Ne da nekateri ugašajo ekrane, medtem ko sam razpravljam tudi konkretno o njih. Moje vprašanje se navezuje na županovo brošuro, ki smo jo občanke in občani prejeli pred novim letom v občinskem glasilu Kamničanka. Svetniki smo potem to brošuro prejeli še enkrat ob županovem koledovanju, ko nas je obiskoval po domovih v vrečki s poslovnim darilom. Govori se, da je šla ta brošura tudi nekoliko dlje, izven meja občine Kamnik, po gospodinstvih.
In tisto, kar je nenavadno, prvič se je zgodilo, da smo takšen reklamen letak dobili na svoje domove. Nikoli ne v zgodovini občine Kamnik, ne vem za to, niti ne v mandatu župana Mateja Slaparja se to do zdaj ni zgodilo. Mogoče naključje, ali pa tudi ne, da smo vstopili v volilno leto, ko nas jeseni čakajo tudi lokalne volitve in aktualni župan je že napovedal kandidaturo tudi na volitvah 20. novembra. Ker gre za nenavaden dogodek, kot sem dejal, in to ni bilo nikjer napovedano, niti ne takrat, ko sem večkrat spraševal, zakaj se dviguje postavka za PR, čemu je namenjena postavka za PR, čemu so namenjeni sredstvi na tej postavki. Nihče mi ni mogel nikdar konkretno povedati, zakaj se tam sredstva dvigujejo in tako naprej. Ampak na tisto vprašanje sem že dobil odgovore oziroma vaša pisanja, ki niti niso pravi odgovori. V zvezi z omenjenim reklamnim letakom, županovo brošuro, zakaj županova? Zato, ker na njej ni bilo omenjenih nikogar iz občinske uprave, ni bil omenjen nobeden od podžupanov. Jaz ne vem, tudi danes je podžupan Bogdan Pogačar, ki ga sicer izjemno cenim, spraševal, kot da ni del županove ekipe. Da ne govorimo o nastopih podžupana Uršiča na občinskih sejah, ko sem se že sam spraševal, če ni morda odstopil, pa sem spregledal ta podatek. Očitno župan gradi vse na sebi in na kampanji za prihajajoče volitve. In kaj me zanima? Zanima me, iz katere proračunske postavke je bila omenjena brošura financirana, v kakšni nakladi je brošura išla in kdo vse jo je prejel in koliko je stala izdaja te brošure. Hvala lepa. Hvala. Odgovor bo predstavila gospa Mojca Čebulj, vodja kabineta župana. Izvoli, Mojca. Hvala za besedo. Uvodoma naj poudarim, da ne gre za brošuro z županovimi dosežki v letu 2021, pač pa za seznanitev občank in občanov občine Kamnik z opravljenim delom občinske uprave in organov občine v preteklem proračunskem letu, ki je bilo izjemno težavno. Dejstvo je, da je občina Kamnik v mesecu decembru 2021 izdala brošuro z naslovom Kamnik v 2021, v kateri so bili predstavljeni poglavitni projekti, ki so bili izvedeni v občini Kamnik v preteklem proračunskem letu. Ob ugotovitvi, da so tudi v preteklem letu vladale posebne razmere vezane na obvladovanje epidemije in pandemije nalezljive bolezni, zaradi česar je na marsikaterem področju posledično izostala tudi običajna predstavitev dosežkov v živo, je bila brošura izdana z namenom seznanitve naših občank in občanov o nekaterih izvedenih projektih, ki pomembno prispevajo k razvoju občine in so rezultat uspešnega dela ne samo župana in drugih organov občine, temveč tudi celotne občinske uprave. Ne gre spregledati, da sodi informiranje občank in občanov med pomembne naloge občinske uprave, zato menimo, da je prav, da je javnost o doseženih rezultatih kljub precejšnjim omejitvam glede poslovanja vendarle ustrezno obveščena. Zaradi že omenjenih posebnih okoliščin, ki so se nadaljevale tudi v preteklem letu in so posledica zahtevnih epidemioloških razmer, ko je bila običajna komunikacija z javnostjo, to so srečevanja v upravnih prostorih kot na terenu, ob izvedbi raznovrstnih dogodkov in podobno prekinjena, smo ocenili, da je to vrstno poročanje javnosti o delu župana kot organov občine in občinske uprave ena izmed najbolj primernih oblik informiranja. Brošura je bila financirana iz proračunske postavke 1135 občinska uprava, materialni in drugi stroški, kamor se v skladu z veljavnim kontnim načrtom, gre za konkretno za konto 402003, knjižijo odhodki vezani na pripravo in izdajo brošure, ki se po vsebini nanašajo na založniške, tiskarske in oglaševalske storitve. Brošura je bila izdana v nakladi 14500 kosov,
In sicer kot priloga k reviji Kamničanka, kar pomeni, da so jo prejela vsa gospodinjstva v občini Kamnik, prav tako tudi ostali redni prejemniki občinskega glasila, kot so na primer Upravna enota Kamnik, javni zavodi s sedežem v občini Kamnik in druge institucije. Prejeli so jo tudi poslovni partnerji ob priliki voščila ob novem letu. Glede stroškov navajamo naslednje podatke. Za uredniško delo in koordiniranje aktivnosti v zvezi s pripravo brošure Kamnik v 2021 je bilo namenjenih 3400 evrov, za oblikovanje revije 1000 evrov, za tisk in distribucijo Gorenjskega glasa 5500 evrov, za lektoriranje 89,18 evra. Cena enega izvoda brošure je znašala 0,69 evra oziroma 69 centov na kos oziroma izvod ene brošure. Brez DDV. Hvala. Hvala. Želite dodatno? Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj navedeno je, da smo bili v letu, ko občanke in občani niso bili primerno informirani o dogajanju v občini Kamnik. Sam se s tem žal ne morem strinjati, kajti župan ima svojo Facebook stran, kjer redno obvešča občanke in občane. Prav tako ima občinska uprava oziroma občina Kamnik svojo uradno spletno stran www.kamnik.si, kjer so redno objavljeni vsi dogodki, tudi tednik, kjer vsak ponedeljek izvemo, kaj se je dogajalo prejšnji teden. Poleg tega občina Kamnik sofinancira v višini nekaj več kot 50 000 evrov letno časopis Kamničanka, ki ga dobijo vsa gospodinjstva, da ne govorimo potem še o drugih medijih, ki pokrivajo dogajanje v občini Kamnik in verjamem, da jih občanke in občani spremljajo. Iz zanesljivih virov sem zvedel, oziroma nekateri so mi zatrjevali, da so ta letak, županovo brošuro, jaz jo bom še vedno tako imenoval, če tudi jo vi ne, dobili tudi občanke in občani v občini Komenda. Me zanima, če je to res, in tudi v drugih občinah. Če temu ni tako, se upravičujem, ampak to so bile informacije, ki sem jih jaz dobil z terena. Poleg tega se mi zdi 10 000 evrov dodatnega stroška v letu, ki je bilo krizno, ko poslušamo tudi to, da je treba več sredstev nameniti vzdrževanju športne infrastrukture, da o vzdrževanju cest ne govorim in odprtih asfaltnih odsekih, ki so bili celo zimo makadamski, sploh ne govorim, se mi zdi to popolnoma nepotreben strošek. In menim, da je bil to neopravičen strošek strani občinske uprave. Prosim torej za konkretne podatke še pod dodatno, kam točno je bila ta brošura distribuirana, ali je bila tudi po drugih občinah, kajti vemo, da časopis Kamničanka nekajkrat na leto izide oziroma jo prejmejo tudi gospodinjstva v sosednjih občinah. Hvala. Mojte, izvolite. Ja, res je. Občinsko glasilo Kamničanka se še vedno, ne več v tako veliki nakladi, kot se je pretekla leta, Kamniški občan distribuira tudi v sosednje občine, ampak samo v precej zmanjšanem obsegu. Tako so mi zagotovili na Gorenjskem glasu. Tako da res je, da nekateri trgovski lokali še vedno prejemajo to občinsko glasilo. Tako da jaz sama, ker sem iz Komende, vem, da imamo v Komendi v trgovini v kakšnem vetrolovu še te Kamničanke, ker jo ljudje radi berejo. Pa je, da tudi sami kličajo z trgovskih lokalov, da ljudje sami prosijo za izvode. Tako da ja, nekaj jih je šlo, jih ne gre pa več tako veliko. No. 1200, mislim, da je 1200, so mi rekli na Gorenjskem glasu, gre po vseh sosednjih občinah skupno teh izvodov Kamničanke. To je bila pač priloga in zato je bila ta brošura zraven. Ampak samo občinski časopis gre po sosednjih, ne pa več. Mislim, da je bilo pretekla leta pred 2018 v nakladi 3000, zdaj pa 1200. Hvala. Naslednje vprašanje ima v imenu svetniške skupine LDP gospod Edi Strujevič. Izvolite. Hvala lepa, župan, za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, lepo pozdravljeni predstavniki občinske uprave, medijev in topo pozdrav vsem skupaj. Moje vprašanje oziroma pobuda je vezana na razmere v prostorih gorske reševalne službe, ki so bili od nedavnega na drugi lokaciji oziroma so od nedavnega na drugi lokaciji.
Kamnik je destinacija z ogromnim turističnim potencialom, kar priznavajo turisti, kot tudi številne turistične organizacije. Prav tako je občina Kamnik v ospredje postavila kot eno izmed vodilnih gospodarskih panog turizem. Tudi sam sem prepričan, da zaradi naravnih danosti, predvsem visokogorja, moramo izkoristiti vse potenciale, ki so nam na voljo. A vendar bo treba preiti iz doktrine množičnega turizma v butični. Toda žal so sestavni del turističnih izletov v gorah in denimo na Veliki planini tudi nesreče. Gorska reševalna služba Kamnik je ničkolikokrat že rešila življenje marsikomu, ki se je ponesrečil ali pa obstal sam sredi gora. Vsi poznamo angažma Gorske reševalne službe Kamnik, ko govorimo tako o njihovem strokovnem delu, kot skrbi za prostor, kjer so od nedavnega. Ni potrebno izgubljati besed o tem, kako so zbirali prispevke in kakšen angažma so izkazale državljanke in pa državljani oziroma občanke in občani v tovrstni akciji. Prostovoljstvo je v Sloveniji izjemno dobro razvito. Toda vse prevečkrat je tudi dežnik, pod katerega se skrijete tako državna kot lokalna oblast. Ob 100. obletnici delovanja Gorske reševalne službe Kamnik bo slednja pripravila seminar v juniju letos, septembra pa sledi tudi uradna otvoritev prostorov. Ampak glejte, nedostojno, skrajno neprimerno, kaže morda tudi na nek odnos do Gorske reševalne službe. Je to, da nimajo urejenih osnovnih potreb za delovanje, in to je voda. Zadeva poteka preko kontejnerjev. To me pa kot občinskega svetnika sram na tem mestu. Če sem uvodoma začel s turizmom, je prav, da z njim tudi nadaljujem, in prav je, da nanj stavimo. Vendar občina v ključi vseh teh aktivnosti mora privabiti turiste na izletniške točke v našem Visokogorju in Veliki planini. Ampak na drugi strani je potem potrebno poskrbeti tudi za optimalno delovanje Gorske reševalne službe Kamnik. To, da jim vedno znova izrekamo besede hvale in tople besede, jim pomeni veliko, vendar pa ni tisto, kar bi omogočalo njihovo optimalno delovanje. Govorimo o najnižjem standardu. Ne moremo jim očitati, da samo čakajo na angažma občine, na akcije, ki so v pristojnosti drugih, zaradi prej naštetih angažmajev v okviru prostovoljnih prispevkov, organizacije dobrodelnega koncerta, njihovega dela in pa angažmaja na objektu. Gre za odličen primer, kjer neka skupnost v manjšem številu stopi skupaj in naredi tisto, kar je v njeni moči. Ta del ni več v njeni moči. Zato na tem mestu sprašujem, ali nismo mogli prej predvideti, da bo do tega prišlo in zagotoviti neko optimalno delovanje. O spremembi lokacije in pa prostorov je govora že dlje časa. Kako in na kakšen način se bo občinska uprava soočila s to problematiko? Zadnji del pa vidim iz odgovora, da ga ne rabim, ker sem omenil, da okolikor občina še nima v načrtu ureditve, naj uredi. Veseli me, da je to nekje v načrtu bilo, žalosti pa me, da doslej nismo o tej zadevi nič slišali. Za odgovor se zahvaljujem. Hvala. Odgovor bo predstavila gospa Mihela Brnot-Vetrnik. Izvolite, Mihela. Hvala. Ja, odgovor je pripravljen glede na podano vprašanje, in sicer gradnja sekundarnega vodovoda do objekta GRS Kamnik je predvidena v letošnjem letu. Sredstva so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 6307 izgradnja sekundarnega vodovoda za GRS.
V januarju je bilo izvedeno evidenčno naročilo za izdelavo geodetskega posnetka in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti Kamnik ter izdelavo dokumentacije PZI za gradnjo vodovodnega omrežja do objekta GRS Kamnik. Izbranemu ponudniku je bila izdana naročilnica, na osnovi katere je že izdelal geodetski posnetek, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bo izdelal do 20. aprila. Sledila bo pridobitev mnenje dajalcev, ki so pogoj za oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravno enoto. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo izdelan projekt za izvedbo. Na osnovi izdelanih projektov in pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo izvedeno javno naročilo za gradnjo sekundarnega vodovoda. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo del, ki bodo predvidoma izvedena sredi letošnjega leta. Hvala, gospa Mihela. Želite? Izvoli, Edis. Hvala, župan. Še enkrat več naj poudarim, da me veseli, da zadeve vendarle gredo v pravo smer. Na tem mestu torej sprašujem, ali bo glede na vašo oceno in pa izkušnje, ki jih imate do zdaj, Gorska reševalna služba lahko pričakala jubilejno otvoritev in pa izvedbo seminarja z opremljeno osnovno infrastrukturo. Hvala. V letošnjem letu bo zadeva dokončana in dejstvo je, da so se stvari zavlekle tudi zato, ker smo sprva iskali rešitve iz stranske smeri dol, ne pa iz, se pravi, čez spodnišnico. Lahko pa mogoče, Mihelovič, če imate še... Hvala, zaključujemo prvo točko.